Pri vsem tem je verjetno bolj pomembna preventiva kot kurativa. Ja, glejte, res smo potegnili na cel mesec, vendar še bolj pravilno bi bilo potegniti kar na celo življenje. Ne samo na celo leto, na celo življenje, kajti hipertenzija, zvišen krvni tlak, imenujemo ga tihi ubijalec. In on je odgovoren za veliko stvari v telesu. Predvsem se dogodi, če smo predebeli, če imamo nepravilno prehrano, pri diabetesu, potem pri stresnih situacijah in ne smemo dovoliti, da bi imeli stalno visok krvni tlak. In če imaš ti stalno visok krvni tlak na 140/90, potem moraš obiskati zdravnika. In tako stanje v telesu je treba zdraviti, da ne pride do notranjih poškodb ožilja, kajti na notranje poškodbe ožilja se potem nabirajo trombi in povzročajo tromboze. Mikrotromboze, tromboze pa povzročajo potem srčne infarkte, možganske kapi, zamašitev ožilja in tako dalje. To pa je nevarno. Vi ste ves mesec merili krvni tlak? Ja, pravzaprav smo rekli tako, da vsak pacient, ki bi prišel zdravstveno, ne glede, če zvije gleženj, karkoli si dogodi, zmeraj je sestra tista, ki bo pacientu izmerila krvni tlak. No in ta mesec smo to potem beležili in vse meritve potem poslali na kliniko za hipertenzijo v Ljubljano, na bolnico Petra Držaja. Kakšne so pravzaprav meritve pri merjenju krvnega tlaka? Kako je potrebno meriti krvni tlak, da dobimo pač eno realno oceno? Pravijo, da je pravilno tako, da se najprej umiriš, nekaj časa posediš, potem pa si postaviš merilnik na roko, ki je debelejša. To se pravi, gremo na večji riziko, desničarji imajo debelejšo desno roko, levičarji pa levo roko. Zmotno je prepričanje, da zmeraj na levi roki, ki gre od srca. To je nekako ljudsko izročilo, na debelejši roki. Potem pa še merilci kot taki. Merilci v zapestju so neprimerni, ne kažejo dobro. Predvsem pa te ure, ki jih zdajle kupujejo ljudje, pametne ure, ki kažejo poleg frekvence bitja srca tudi krvni tlak. To je vse kar malo za ušesa privlečeno, tega se realno ne smemo posluževati. To so nerealne vrednosti. Pravilni merilnik krvnega tlaka je manšeta, ki gre na nadlaket in zdajle so v modi pač elektronski merilniki. Kakšen je bil obisk, kako ste bili zadovoljni v mesecu maju od pacientov? Ja, obisk je tak, kot je, predvsem sem pa zadovoljen s kadrom, se pravi z zaposlenimi, ki so akcijo vzeli zares in smo resnično potem poslali na kliniko za hipertenzijo zajeten šop pisnega materiala, kaj smo uspeli zabeležiti. In kakšen je vaš nasvet kot dolgoletnega zdravnika družinske medicine? Ja, tako kot sem v začetku rekel, predvsem zdrav način življenja. Spremeniti je treba način življenja, treba se umiriti v življenju, ne hlastati za ekonomskimi dobrinami, kajti umirjen človek v nekem steady stateu, potem ne bo imel teh težav. Potem človek, ki se zna primerno prehranjevati, ki ne je prekomerno maščob, ki ne je prekomerno škodljivih maščob, ki ni prekomerno težek, tak človek bo lažje šel skozi življenje in ne bo imel zvišenega krvnega tlaka. Naj ne je dosti soli, mi presolimo hrano, preveč je tega, to ne smemo početi. In ne nazadnje skrbeti moramo za rekreacijo. Človek, ki bo
odvečne kalorije, ki jih pojemo z rekreacijo po kuru, ki bo nenazadnje krepil srčno-žilni sistem, da bo v bistvu zadovoljen v svojem telesu, da bo to telo resnično tega človeka lahko nosilo skozi življenje. Tak človek potem ne bo imel težav z krvnim tlakom. No in če vse to upoštevaš, bi rekel, potem varno in preventivno živiš.